Spoštovana gospa ravnateljica, gospe in gospodje profesorji, drage sošolke in sošolci, lepo pozdravljeni na tradicionalni zaključni akademiji naše šole. Leto je naokrog. Po glavi se mi podijo misli o času, ki beži. O cikličnosti narave in šolskega dogajanja. Veš, Andrej, včasih poteka dneva ni določena ura. Večjo vlogo je imela cikličnost narave, ki je dajala ritem življenja. Našla sem lepo pesem Jake Koširja, ravno pravšnjo za ta trenutek. Trava. Pomlad je odšla in dolgo poletje prihaja. Od zemlje pa tja do neba, narava se zopet preraja, ko dolgo poletje prihaja. Kakšna romantika, povedano je drnato, pomaško, vsako leto enako. Pis, višji letnik, večje ali manjše težave v prvem ocenjevalnem obdobju, konferenca, večje ali manjše težave v drugem ocenjevalnem obdobju, akademija, spričevala in potem na srečo počitnica. No, saj ni vedno težko. Niko Grafenauer to pove takoj. Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih le stežka taji solze v očeh. Jaz bi rekel bolj preprosto. Veliko učenja, veliko zabave, veliko učenja, pa spet veliko zabave. Kakorkoli že, čas teče. Čas nas lovi. Ne smemo izgubljati časa. Že lep čas smo čakali na zaključek šolskega leta in zdaj je ravno pravi čas za akademijo. In zato, da si prikličemo v spomin vse lepo v iztekajočem sošolskem letu. Kajti? Čas teče zato, ker življenje uhaja. Otroštvo odraslost hiti in potlej le v spominu traja. In lepega, tega, kar bo trajalo v spominu, je bilo obilo. Lahko smo ponosni nase. In kaj smo mi, mentorji, ki so nas vodili? Preprosto GCC. No, Ana, pa naj bo začetek v tvojem slogu. Poetičen in melodičen. Prva pesem, ki jo bomo slišali, je res romantična. Mojca Ribič iz 4. B bo skupaj s sošolcem Davidom Belcem, ki jo bo spremljal na kitari, zapela pesem Ona sanja o Ljubljani. Sodelovala bosta tudi profesorja Saša Šonc in Mitja Telič. Ona sanja o Ljubljani. Ona sanja o Ljubljani, ko vsako jutro opet vstane. Ona sanja o Ljubljani, oči so težke in zaspane. Na postaji čaka vlak in že 8 let je isto. Včeraj bil dež in mrak, nebo je danes čisto. Mama ni dala upanja, noče jo pozabi, gre. Noče biti duši sama, ki se stane slika lepši svet. Ona sanja o Ljubljani, ko za prvo noco gre nam cigaret. Te zbežim pet, ona noče biti huje. Kaj ne gre, to ji povej, ker diham za njo. S njeno življenje moje vse pošlo. Kaj ne gre, to ji povej, je to življenje. Zdaj preklinjam brez besed, ker že sita je čakanja dolgih dni let. Vanjo pride siva cesta, jedno skrito v manjere, rada
GCC ni katerakoli gimnazija, je naša gimnazija. Budimo njeni ponosni dijaki. Smo namreč šola, ki zastavljene cilje posodobljenega gimnazijskega programa poskuša doseči z uvajanjem aktivnih oblik in metod dela ter s posodabljanjem učne tehnologije, številnih medpredmetnih povezavah v sklopu pouka, s projektnim delom, sodelovanjem z drugimi šolami in inštitucijami v Sloveniji in tujini, ter z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije nas usmerjajo k trajnemu in medsebojno povezanemu znanju. Našo sodobnost pa zagotovo dokazuje tudi naša odlična spletna stran, ki jo pod mentorstvom profesorja Oranjeka ureja Uroš Hercog iz 3. B. Letos pa smo skupaj s nekdanjimi dijaki oblikovali tudi prvi srednješolski spletni časopis v Celju Spletko. Vključeni smo v mednarodne projekte, UNESCO, Ekošola, Comenius. To je medkulturno glasbeno gledališče, kjer se povezujemo z dijaki in mentori šol iz Hrvaške in Avstrije. Letos je več kot 100 sodelujočih mladih iz avstrijske in hrvaške glasbene šole ter naše gimnazije navduševalo slovensko, hrvaško in avstrijsko občinstvo z izvedbami glasbeno-gledališke predstave Korenine večnosti. Njeno osnovno sporočilo je bilo graditi medkulturni dialog za boljšo prihodnost Evrope in sveta. Dopolnili smo dneve znanosti v mednarodni projekt Eureka, veselja do znanosti. Tudi letos smo sodelovali z gimnazijo Kruševec iz Srbije, s katero smo izmenjevali poglede o okolju in skrbi zanj, ter spoznavali kulturo obeh narodov. Mi smo gostili gimnazijo iz Srbije maja, oktobra pa je bilo 10 naših dijakov v Kruševcu. Ali veste, da smo ekošola, da želimo tvorno in odgovorno prispevati k uresničevanju trajnostne vizije človeške družbe? Okoljske vsebine smo vgradili v medpredmetne povezave, kar je popestrilo naš pouk in odprlo nove, prijaznejše poti poučevanja. Zbirali smo plastične zamaške in sledili projektu Ločuj, zbiraj, pomagaj, v okviru katerega smo izpeljali akciji zbiranja starega papirja. Dijaki smo se marca udeležili splošne čistilne akcije mestnega parka. Dijaki 1. H pa so na okenskih policah gojili ekovrtiček prihodnosti. Sodelovali smo na sejmu Alterbit, tam predstavili naravno kozmetiko. V ekokvizu na ekodržavnem tekmovanju pa sta Adrian Moto Halita iz 2. D in Kristina Skerbiš iz 2. E dosegla zlato priznanje, Žan Šumiga iz 2. E pa srebrno. Mentorici sta bili profesorici Danica Centrik in Smiljana Damič-Vasič. Nadgradili smo tudi vse šolske projekte, kot so Celje mesto moje mladosti in Zlato jabolko za gimnazijce, ter projekte Otroci, rastline in živali, Igre v gozdu in Dediščina včeraj, danes, jutri za dijake programa Predšolska vzgoja. Posebno doživetje je bil tudi dan v Kozjanski
Dijaki drugega letnika so v okviru projekta Zlato jabolko proučevali pomen tradicije in sodobne znanosti pri ohranjanju in razvijanju trajnostnega razvoja zavarovanega območja. Dejstvo, da smo ekošola, pa je vsevalo tudi skozi projekt Celje mesto moje mladosti. V okolju, kjer preživimo velik del našega vsakdana, smo kar s 10 programi spoznavali preteklost našega mesta in sanjali o njegovi cvetoči prihodnosti. Sodelovali smo tudi v projektih Pozdrav ptic miru, Evropska vas, Imej srce in pomagaj živali, bodi aktiven in rastem s knjigo. Dogajanje so vodili naslednji profesorji: Barbara Elizabeta Hernaus, Bernardo Špegli-Berdič, Barbara Arzenšek, Mojca Šmit, Gregor Deleja, Tanja Tratušek, Marjana Turušek, Metka Krajnc, Danica Centrih, Vesna Laurinc, Marko Zevnik, Smiljana Adamič-Vasič in Rok Lipnik. Smo pa tudi UNESCO šola, zato smo v tem šolskem letu krepili vrednote, ki utrjujejo mir med ljudmi ter ohranjajo planet in kakovostno življenje na njem. Skupaj z ostalimi šolami UNESCO središča Celja smo pripravili prireditev ob dnevu kulturne raznolikosti. Izjemno uspešni smo bili na likovnem natečaju, kjer sta bili nagrajeni Klara Štor iz 2. I in Tina Cvelbar iz 4. I. Nagrajena je bila tudi kolekcija del dijakov iz 2. I, mentorici sta bili profesorici Tanja Tramšek in Maja Rak. Na različne načine smo obeležili mednarodne dni, kot so Evropski dan jezikov, miru, dan človekovih pravic, Svetovni dan poezije, dan znanosti za mir in razvoj, dan boja proti AIDS-u, dan zemlje in dan vode. Vključili pa smo se tudi v mednarodni projekt Enon Tree Planting Event. Nad klubom je bdela profesorica Marjana Turušek, ki je bila tudi mentorica dijaške skupnosti. Skupaj s profesoricama Metko Krajnc in Špelo Lužar ter profesorjem Gregorjo Delejo so organizirali tudi maturantski ples. Prisluhnimo dijakinjama iz 2. I, pevki Lauri Krajnc, ki jo bo na klavirju spremljala Vita Kavšen. Zapeli bosta Skinny Love. My
poslušajmo še Saro Kadelšek in Lucijo Hrastnik iz 4. B, ki jo bosta spremljala David Pevc in Nejc Devš. bogat pridelek na kulturnem področju. Naš dekliški pevski zbor, ki ga je 3 mesece vodila profesorica Barbara Arlič-Kerstein, nato pa profesor David Preložnik, se je z mednarodnega festivala v Budimpešti vrnil z zlatim priznanjem. Na mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju pa so temu priznanju dodali še srebrno. Dober glas v šoli in knežje mestu po svetu še vedno širijo ob teh 9. Njihovo delo na šoli in v širšem okolju pa nadaljujejo fantje v skupini Pavoza. Odšli so na drugo mednarodno turnejo na Češko, čaka jih še 3. v Bosni in Hercegovini, sodelovali na mednarodnem pevskem tekmovanju v Brežicah in pripravili koncertni večer. Vodi jih profesor Gregor Deleja, ki bdi tudi na delom GCC Jazz projekta, v katerem pa ustvarjajo nekdanji in sedanji dijaki naše šole. Instrumentalni sestav The Schlagers je tudi letos popestiril večino šolskih prireditev.
V njem pod vodstvom profesorja Saše Šonca deluje 9 dijakov, ljubiteljev popularne glasbe. V februarju so dijaki združili moči v priložnostni vokalno-instrumentalni zasedbi, ki je na mednarodnem festivalu ruske pesmi Veseli veter dobila prvo nagrado. Na glasbeni olimpijadi pa se je s srebrom odlično odrezal Matic Dokler iz prvega Čeha. Programu predšolske vzgoje se likovna, glasbena in plesna ustvarjalnost prepletajo pri interesnih dejavnostih. Tako so nastale igrane plesno-glasbene pravljice v vseh 3 letih. Dijakom in dijakinjam so bili pri tem pomoč mentorji Anja Mlakar, David Preložnik in Suzana Tovornik. Da se je 1. marca odvrtel že tradicionalni vrtiljak, na katerem so se predstavili imenitni glasbeniki tega programa, pa so poleg že omenjenih priskočile na pomoč še Špela Lužar, Mojca Šmit in Valerija Zorko. Pevci ter instrumentalisti teh skupin so sodelovali na vseh letošnjih kulturnih prireditvah, dobrodelnem koncertu, Trikoncu, Miklavževem koncertu, Ruskem večeru, tradicionalnem letnem koncertu v Vrtiljaku na današnji akademiji. Poudariti moramo, da tudi prireditve ob 100-letnici šolske stavbe, glasbeno-gledališka predstava Korenine večnosti in glasbeno-gledališki projekt Krog življenja ne bi zaživeli in zažareli brez naših dijakin in dijakov. Predanost vseh sodelujočih je ponos naši šoli in njihovim mentorjem. Poleg že omenjenih so sodelovali še profesorice in profesori Gregor Deleja, Ana Pečnik, Darja Poglajn in Maja Rad. Za tehnično pomoč pa je vedno skrbela Nataša Bergan. Zdaj pa malo glasbenega predaha. Skupina 00 s pesmijo Odhajaš. Tam povej mi saj razlog, da manj mi možgal. Odhajaš, pogledaj stran, si uprla, nisi te sorte, da bi se ozrla. Jaz pa ne tako zelo.
dejavnosti. V gledališko umetnost nas popeljejo umetniki Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer profesorica Mojca Udroša poskrbi za ure gledališke vzgoje in ogled abonmajskih predstav. Profesorica Darja Boglajn je v okviru ljubiteljev gledališča tudi letos popeljala gledališke navdušence na ogled 6 predstav v druge gledališke hiše. Naši dijaki sodelujejo z gimnazijci sosednjih gimnazij, tudi v mladinskem gledališču Pandan. Ogledali smo si njihovo predstavo Ščuke pa ni. To gledališko skupino in šilo, gibanje znotraj gledališča, mentorica je profesorica Ana Pečnik, je pod okrilje vzelo društvo GCC in omogočilo sproščeno delovanje dijakov na teh področjih. Tudi literarno ustvarjanje se je posodobilo. Zaživel je Spletko. Jeseni pa smo s knjigami nagradili zmagovalce razpisa za najkratko zgodbo. Mitjo Savineka iz 4. E, Ano Marijo Pušnik iz 2. D in Tamaro Idrič iz 3. Č. Mentorici sta bili profesorici Tanja Kratušek in Irma Vrečko. V drugem letu delovanja se je izredno razmahnilo delo društva GCC, ki povezuje dijake, učitelje in prijatelje naše šole. Poskrbeli so za delovanje Okteta Žebet, GCC Jazz projekta, mladinskega gledališča Pandan, Šile, Spletka. Največ moči pa so namenili prireditvam ob 100-letnici šolskega poslopja, druženju generacij ob jubileju v septembru, odprtje razstave ob tej priložnosti, izdaji jubilejnega zbornika in slavnostni akademiji. Bili so tudi organizatorji ruskega večera ter debate Slovenija, odkot lepote tvoje. Pri prireditvah ob 100-letnici smo tesno sodelovali z drugo osnovno šolo. Sodelovanje se je nadaljevalo pri glasbeno-gledališkem projektu Krog življenja, v katerem je 100 sodelujočih navdušilo z muzikali z Broadwaya in West Enda. Glasbena, besedna, likovna in plesna ustvarjalnost se vsako leto večkrat združijo na tradicionalnih prireditvah naše šole. Če bi našteli vse dijake in mentorje, ki jih oblikujejo, bi porabili več časa, ko smo ga odmerili za vso akademijo. Predlagam, da vse še enkrat nagradimo z aplavzom. Prihaja plesna skupina Gimnazija Celje Center, ki je na državnem prvenstvu osvojila 6. mesto. Well, this is the big bad Nicki Minaj, and them shit know. Just lining up on the
izobražujemo tudi dijaki programa Umetniška gimnazija Likovna smer. V tem šolskem letu smo pripravili veliko likovnih razstav, ki so bile v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu, Rogaški Slatini v Velenju, v Narodnem domu Celje, nekaj pa jih je bilo kar na šoli. Najpomembnejša je bila zagotovo 9. študijska razstava likovnih izdelkov dijakov vseh razredov Umetniške gimnazije, ki so jih dijaki ustvarili v tem šolskem letu. Razstava je bila 9. maja v Srednji knjižnici Celje. Danes so četrtošolci postavili na ogled svoje likovne izdelke v vitrinah pred zbornico. Želeli bi omeniti še pripravo in izvedbo 3. likovnega natečaja Zala in čarovnije likovnega sveta, namenjenega osnovnošolcem. Organizacijo srečanja z likovnimi pedagogi osnovnih šol, pripravo koledarja za koledarsko leto 2014, izdelavo velikih plakatov, voščil, vabil, praznične okrasitve šole in pripravo scenografije za številne kulturne prireditve. Zlasti smo bili nepogrešljivi na prireditvi naših stol. Na mednarodnem Šajar Bianalu v Dubaju je Miha Satljan iz 4. I prejel prvo nagrado za video Spoznanje. Njegov mentor je bil akademski kipar Franz Pur. Profesorica Poglajnova je pripravila kulturne programe na številnih prireditvah in razstavah. Omeniti velja zelo odmeven večer ruske kulture in Zlata ribica je rekla, ki ga je pripravila skupaj s profesorjem Gregorjem Delejem. Kot profesorica ruščine je bila poleg profesorja Saša Šonca mentorica dijakov na mednarodnem festivalu ruske otroške pesmi Veseli veter, ki je bil v Velenju. Dijaki Ana Marija Klavža, Urška Klinar, Katja Gobec, Matic Gajšek in Matic Dogler so z izvrstno izvedbo 2 pesmi osvojili prvo mesto. Sodelovali so tudi na Rusijadi in mednarodnem festivalu ruskih romanc v Škofji Loki, kjer je Urška Klinar osvojila prvo mesto. Dijaki tega programa so sodelovali tudi v številnih kulturnih programih kot recitatorji, glasbeniki in plesalci. Vodili so jih profesori Ana Pečnik, Maja Rak, Mojca Šmit, Tanja Tramšek in vodja programa profesorica Poglajnova. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni pesmi z festivala Veseli veter. Prekrasna je daljoka. Sliši
Spoštovani profesori, dragi dijaki, mesec maj je najlepši, sončen, cvetoč in barvit, a v šoli tudi stresen, naporen, povezan z uspehi, razočarani, predvsem pa z obilico dela. Ne samo za vas dijake, ampak tudi za nas, profesorje. To je čas, ko pregledamo doseženi učni uspeh, dosežke iztegajočega se šolskega leta in začnemo načrtovati novo. Danes smo govorili predvsem o uspehih pri obšolskih dejavnostih in na državnih tekmovanjih znanja. Dosegamo je zaradi bistrih in ustvarjalnih dijakov, zaradi ambicioznih in delovnih profesorjev, zaradi naših skupnih ciljev. Ne smemo pa pozabiti, da leto, ki se končuje, ni bilo povsem običajno. Saj je v nas pustilo mogočne sledi povezovanja in medgeneracijskega druženja v kulturnih dogodkih. Prelomni dogodek, ki je močno povezal generacije sedanjih in nekdanjih profesorjev ter dijakov, je bila 100-letnica naše secesijske lepotice, ki smo jo praznovali v sodelovanju z učenci in učitelji druge osnovne šole Celje. Naša šola je ob tem oživela, dihala je vsemi nami in združila tudi vse vas, naše dijake vseh treh programov. Radosti me, ko vidim, kako podirate zidove in sklepate vezi na prav poseben, globlji način. Spoznavam, da je za uspešnost naše šole to izjemno pomembno. Barvitost šolskih programov z vsemi obšolskimi dejavnostmi nas združuje v isti krog življenja in hkrati potrjuje vašo ter našo pripadnost šoli. Šoli, ki ni naravnana le na vidne dosežke svojih dijakov, ampak tudi na dozorevanje in dihanje vsakega posameznika. Zavedam se, da je danes šola prostor tudi za ustvarjalnost, prijateljstvo, za razumevanje ob neuspehih in tople besede v težkih trenutkih. Prav slednje nam pogosto večno ostanejo v spominu. Mogoče smo premalo poudarili tudi pomen visokega učnega uspeha in pridobivanja znanja pri pouku pri vsakdanjem delu v razredu. Z doseženim učnim uspehom sem zadovoljna, a si želim, da bi v prihodnosti dosegli še višjega, tako ob koncu uspeha kot na maturi. Naši maturantje se bližajo svojemu cilju in vem, da si že postavljajo nove, še večje, še vznemirljivejše. Pred njim je sproščeno poletje in v naslednjih letih bodo segali po novih zvezdah. Upam, da jim bo na našo šolo ostal lep spomin. Spoštovani profesori in dragi dijaki, dobra šola smo. Lahko smo zadovoljni s svojimi dosežki in iskreno vam čestitam zanje ter se vam zahvaljujem za vložen trud. Prehojeno leto je bilo posebno zaradi vseh velikih dogodkov in drobnih stvari vsakega posameznika. Zato je prav, da cenimo sebe, drug drugega in našo gimnazijo Celje Center. Napnimo še zadnje moči, nato pa sprejmimo vabilo v daljave, pojdimo za oblaki šovečimi in rožami rdečimi. Želim vam prijetne počitnice. Angleščina, nemščina, španščina, ruščina, italijanščina in francoščina. To so tuji jeziki, ki se jih na šoli učimo. London, Madrid, Sankt Peterburg, Moskva, to so mesta, ki smo jih letos obiskali. In to so rezultati, ki smo jih dosegli na tekmovanjih iz znanja. Na državnem tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje je Lucija Cesnik iz 3. Č dobila zlato priznanje. Njena mentorica je bila profesorica Duška Safran. Na tekmovanju za špansko bralno značko smo osvojili 7 zlatih in 19 srebrnih priznanj. Na državnem tekmovanju iz španščine je Lea Mraz iz 3. Č osvojila zlato priznanje. Ana Pija Robič iz 3. D srebrno, bronaste pa so bile Anja Hajnšek, Kamila Marta Novak, Kristina Slipčevič in Marjeta Kredar. Mentorica je bila profesorica Lučka Redna. Bili smo tudi na državnem tekmovanju iz angleščine.
Jaka Korej iz 3. D je dobil bronasto priznanje. Njegova mentorica je bila profesorica Saša Komadina. Pod mentorstvom profesorice Planinškove so dijaki brali tudi za angleško bralno značko. Državno tekmovanje iz znanja nemščine je bilo letos na naši šoli. 8 dijakov je dobilo bronasto priznanje. Tamara Ibrič iz 3. Č, Maša Petan iz 2. E, Adna Husein Begovič iz 2. Č, Ana Marija Pušnik iz 2. G, Kaja Rapuza in Ana Kovač iz 3. B pa so dobile srebrna priznanja. Žan Augustinčič iz 2. B je bil tretji v državi in bil zlato priznanje. Prav tako je bila zlata Marina Gabor iz 2. I. Njihovi mentorji so bili profesori Marjana Turušek, Bojan Kristajnšek in Romana Padovnik-Krajšek. Profesorica Marjana Turušek je bila mentorica dijakom, ki so tekmovali za nemško bralno značko. Prejeli so 7 priznanj in 3 pohvale. Na odru pa so že pripravljene zlate pevke dekliškega pevskega zbora, ki se bodo predstavile s pesmijo Joshua Fitt, The Band of Jericho. Zgodovina, biologija, kemija, fizika, logika, matematika. Tudi na teh področjih smo tekmovali in osvajali priznanja. Na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev v Novi Gorici sta Žiga Juri Kurlek iz 3. B in Jernej Kralj iz 2. Č osvojila srebrno priznanje. Mentorica je bila profesorica Barbara Rozenček. Državnega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo kar 10 dijakov. Dosegali so odlične rezultate. Lucija Bizjak iz 4. Č je prejela zlato priznanje, Katja Gobec iz 3. D, Ana Kogovnik iz 2. Č, Roko Resek iz 1. B in Tjaša Čretnik iz 1. C pa srebrnega. Mentorice so bile profesorice Majda Kamen-Šegajšek, Saša Grizek in Renata Špegl-Berger. Letos smo se udeležili tudi državnega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni. Odlično so se odrezale Urška Podgrajšek iz 4. E, ki je dosegla zlato priznanje, in Maša Pavlič iz 3. B, ter Eva Sedovšek iz 3. C, prejemnici srebrnega priznanja. Vodila jih je profesorica Kamen-Šegajškova. Dijaki so dobili bronasto Stefanovo priznanje iz znanja fizike. In sicer Aljoša Gajšek iz 3. D, Jan Herman iz 3. C in Žan Žurič iz 4. D. Mentorja sta bila profesorja Borut Namestnik in Otmar Oranjič. Profesor
Učitelji matematike so veseli, ker organizirajo dve zelo dobro obiskani tekmovanja. To sta logika in kenguru, kakor ga ljubkovalno imenujejo. Največ logike so letos pokazali Klaudija Bastli iz 1. E, Mojca Urhuski iz 4. Č, Miša Lešek iz 4. I in Matej Cvet iz 2. B. Največ znanja iz matematike pa Patricija Troski iz 3. H, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju. Mentori so bili njihovi profesori matematike. Na državno tekmovanje iz znanja kemije so se uvrstile 4 dijakinje. Klaudija Bastli iz 1. E, Lucija Bizek iz 4. Č, Maja Božek iz 3. D in Iza Sprečnik iz 2. D. Kako so se odrezali, še ne vemo. Mentorici sta profesorici Kovačeva in Adamič Vaskičeva. Tudi raziskovali smo in to v okviru akcije Mladi za Celje, ki organizira mestna občina in vključuje mlade raziskovalce z osnovnih in srednjih šol. Letos smo pripravili 6 raziskovalnih nalog iz sociologije pod mentorstvom profesorja Sergeja Vučerja in 1 raziskovalno nalogo iz pedagogike. Mentorica je bila profesorica Metka Kranjc. Vse naloge so se uvrstile v prvo skupino na regionalnem tekmovanju avtorjev raziskovalnih nalog. Še posebna pohvala velja Matico Gajšku iz 4. E in Urbano Žoharju iz 4. Č, saj sta se njuni nalogi uvrstili na državno tekmovanje. Raziskovalno dejavnost na šoli vodi profesor Sergej Vučer. Člani kluba zgodovinarjev pa kar potujejo. Letos so bili v Franciji, drugo leto bodo šli na Sicilijo. Poleg običajnih dejavnosti, kot so šolski radio, obiski muzejev, projekcije filmov, so letos gostili doktorico Marijo Počevalšek. Prvič so podelili priznanja najbolj vztrajnim članom kluba. Zlato sta prejeli Anja Pojanšek in Maja Majcen iz 4. D, njihov mentor je profesor Stane Medved. Deloval debatni klub. Naštejmo nekaj najpomembnejših dosežkov. Sodelovanje v projektu Discuss, Understand, Change Environment, ki se bo zaključil avgusta v Pekingu, kjer bo sodelovala tudi Hanna Brčkalič iz 3. Č. Nagrada za Ano Marijo Pušnik iz 2. D za esej v okviru projekta Mingle EU. Uvrstitev med prvih 5 evropskih šol na tekmovanju International Public Policy. Ter prvo mesto Kaj Plevnik iz 3. C, Hanne Brčkalič iz 3. Č, ter Jake Korena iz 3. D na največjem letošnjem turnirju v Ljubljani. Tam je bila Hanna razglašena tudi za najboljšo govorko turnirja. Mentorjema Mihi Gartnerju in Sergeju Vučerju je priskočila na pomoč profesorica Planinškova. Uspešni, razigrani, pa še občutek za stiske drugih imamo razvit. Že več kot 30 let na šoli organiziramo prostovoljno delo, ki spodbuja razvijanje občutka za sočloveka, sprejemanje različnosti in osebnostno dozorevanje. Na letošnji prireditvi Festival prostovoljstva, ki je potekal aprila letos, so dijakinje Ana Pija Robič iz 3. D, Kaja Rabuza iz 3. B in Anja Oset iz 3. Č prejele posebno priznanje Mestne občine Celje in Mladinskega centra Celje. Mentorici sta bili profesorici Helena Resinovič in Jolanta Cerovšek. Dekliški pevski zbor in The Schlagers nam bodo zapeli še enkrat. Zate na Triglav. Thank you.
še vedno velja, da je lahko zdrav duh le v zdravem telesu. In brez športa ni zdravega telesa. Tega se še posebej dobro zavedajo naši športni pedagogi, ki skrbijo za bogato športno življenje. Organizirali so plavalni tečaj, tečaj smučanja, tečaj drsanja in rolanja za predšolsko vzgojo. Pred kratkim pa je bil finale boja med dvema ognjema, kjer je slavil drugi A. Izpeljali smo nogometno ligo za dijake in dekleta, odbojkarsko ligo za mešane ekipe. Naša dekleta so bila tretja na državnem četrtfinalnem prvenstvu v odbojki. Na področnem prvenstvu v krosu pa so dijakinje dosegle drugo mesto. Blestele so Nika Šalovec z drugim mestom, Anja Voga, Tanja Voga in Nastja Hriberšek. Najvidnejši dosežki tega šolskega leta pa so: prvo mesto Vida Železnika Ketiša iz prvega L na državnem prvenstvu v skoku v daljino, ter drugo mesto Jaka Helmana iz tretjega C in četrto mesto Jakoba Korvarja iz prvega Č na državnem prvenstvu v deskanju. Martin Dvorjak iz prvega Č pa je na državnem tekmovanju v smučanju dosegel 8. mesto. Tamara Ibrič iz tretjega Č je na Evropskem prvenstvu na Švedskem v kategoriji mladink osvojila 3. mesto v tekvandoju. Dijaki naše šole so se udeležili tudi področnega tekmovanja v košarki za fante in dekleta, v rokometu za dijakinje, v nogometu za dijake in v odbojki za dijake in dijakinje. Posamično pa tudi področnega prvenstva v atletiki. Dosegli smo kar 4-krat 3. mesto. Vid Železnik Ketiš je osvojil prvo mesto. Anja Šimunovič iz prvega A pa je bila v suvanju krogle 3. Med športom in umetnostjo pa tako ali drugače pleše tudi veliko dijakov, ki jih letos vodi profesorica Špela Lužaj. Na državnem prvenstvu srednjih šol v plesu sta si Laura Kopriva in Žiga Arhanič iz 3. A priplesala 3. mesto. Ekipno so se dekleta uvrstila na 6. mesto, v kategoriji solo pa je bila Majda Mešič iz 3. J 9. Gotovo ste že nekoliko utrujeni od naštevanja vseh uspehov, ki smo jih dosegli. Tako pač je, če si dijak dobre šole, kjer gre to z roko v roki, znanje, uspeh, šport, raziskovanje in še kako. Preden vam zaželiva prijeten preostanek današnjega dneva in se vam zahvaljiva za vašo pozornost, pa napovedujeva še zadnjo točko današnje akademije. Profesori naše šole so se pogumno odločili, da ponovno zapojejo v edinstvenem, vrhunsko oglašenem sestavu. Spoštovani gospe in gospodje, predstavljamo vam Prodi band s pesmijo Čas. Hvala ECC za topel sprejem. Vsi tak dobri, vsi tak manj, tak da težko vam je parirati, ampak profesori smo se tudi potrudili, celo eno vajo smo imeli skupaj, tak da upamo, da bomo zadovoljili vaše pričakovanja. Torej, samo za vas, ECC. Čas bo zasilil svet, čas bo naj